Lepo pozdravljeni, drage gledalke in dragi gledalci. Danes je na vrsti še zadnje pričevanje iz moje eksorcistične prakse. Danes bi vam rad nekaj povedal v zvezi z eno osebo, ki je bilo ime Anja, tam doma blizu nas, iz novomeškega področja, ki je prišla k meni s hudimi težavami. Že 10 let je rekla, to je bilo tudi leta 15, že 10 let je rekla, doživlja razne demonske manifestacije, nočne more, vsako noč praktično. In včasih je doživljala celo to, da se je njena postelja z njo vred po noči dvignila, levitacija. To je kar hud primer. To pomeni hudo prisotnost. Dostop zlih duhov je močan, da lahko to napravijo. Doživljala je tudi kakor posilstvo strani zlih duhov po noči. Doživljala je še druge razne prisluhe in stvari, ki so jo plašile. Enkrat je recimo doživela, da se je prikazal zli duh v podobi dojenčka, ki jo je zafrkaval. Ampak bila je pa toliko prisebna in odločna, da se ni iz strahu potuhnila, ampak mu je zapovedala v imenu Kristusa marš stran in je uspelo, da se je hudič umaknil. Dojenček je zafrkaval. Rekla je, da nikoli ni gledala strašljivih filmov ali česa podobnega in da ne ve, od kod bi bile tam te manifestacije. Jaz pač iz prakse sem že takrat vedel, da do tako močnih manifestacij ne pride kar tako. Morajo biti močni razlogi. No in potem sva počasi skozi razgovor ugotovila, že dedek se je ukvarjal z okultizmom. Bil je zdravilec, ki je uporabljal tudi okultizem, ko je pomagal ljudem, je uporabljal tudi razne okultne prijeme, imel je tudi knjigo pri sebi teh okultnih praks. Potem, zato je bila nagnjena, vidite, kaj je bilo že v rodu, je bila nekako nagnjena k temu. In ko je bila še otrok, je večkrat prisostvovala, jo je vleklo k klicanju duhov z drugimi vrstniki, z otroki. To je kar nekaj let trajalo, je rekla. Veste, klicanje duhov je huda zadeva. To je prepovedano takoj na začetku Svetega pisma, 5. Mojzesova knjiga, 18. poglavje, ko prideš v deželo, ki ti jo pokažem, glej, da ne boš posnemal, malo po svoje govorim, praks teh narodov, kamor prideš, da bi vedeževal, da bi klical duhove umrlih in tako naprej. Že takrat je bilo jasno, da je to eden najhujših prekrškov. Razen tega je tudi pri svojih 5 letih bila med tistimi deklicami, ki so se na osnovi neke otroške okultne knjige posvetile v čarovnice. Otroci 5 let so se posvetile punce v čarovnice. In potem, ko se tega spomnila in povedala, mi je bilo jasno. To so stvari, ki so povzročile takšne hude manifestacije. Potrebno je bilo zlomiti vse te stvari. Najprej rodbinski vpliv od prednikov, ki so se ukvarjali z okultizmom, zlasti tisti dedek, in potem je bilo potrebno, da ona prekliče, da obžaluje. Čeprav je bila otrok, pa ni vedela točno, kaj dela, ampak to je bilo nagnjenje, ki ga je imela v sebi. Klicanje duhov, da to obžaluje in prekliče, zlasti pa, da je preklicala obred, s katerim se je posvetila Satanu
v čarovnico. Ne? Ker vsi pravi čarovniki, čarovnice so posvečeni Satanu, ker delajo stvari, za katere vedo, da služijo Satanu. Seveda otroci manj vedo, ne razumejo tega, ampak tako so pač napravili. Ne vem, kdo jim je pomagal, to sem nekako pozabil, ker same 5-letnice najbrž ne bi bile sposobne vsega izvesti, nekdo jim je moral pomagati. Na vsak način ona je morala to preklicati, kolikor se je spomnila, in tudi jaz, ko sem molil, sem rekel, vse, kar je obljubila Satanu, za kar se je zavezala, vse preklicuje in jaz to potrjujem in tako naprej, molitveno, in je stvar uspela. Ni bila pa enostavna, morala je priti 3-krat k meni, da smo ponavljali molitve, ampak potem je bila osvobojena. Jezus je spet zmagal, Bogu hvala.